Stanovanjska problematika je že dolgo pomembna tema med študenti na Obali. Povpraševanje po študiju na Primorskem narašča, študentskih postelj pa ni niti približno dovolj. Decembra je univerza zaključila nakup nekdanjega Garni hotela Pristan od Luke Koper, ki ga bodo letos prenovili v študentski dom. Ponudili smo nekaj manj kot 1 600 000 evrov. Za univerzo je bila to dobra priložnost v smislu, da znano je tudi ministrstvo, ki zagotavlja denar za nove študentske namestitve, ve, da imamo velik primanjkljaj študentskih postelj, vendar tudi, ko je denar ministrstva zagotovljen, to ne pomeni, da lahko hitro pridemo do novih namestitev, ker recimo pri novogradnji postopki trajajo več let med začetkom projekta in med vselitvijo študentov. Zato je bila to enkratna priložnost, da pač te hotelske namestitve, ki sicer niso bile primarno namenjene študentom, vendar dovolj podobna namembnost, da lahko zelo hitro spremenimo v študentski dom. Študentski domovi Univerze na Primorskem imajo trenutno 382 postelj v Kopru in Portorožu. Študentom je na voljo tudi nekaj postelj v dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih, ampak njihovo število ne zadošča potrebam. Gre za 55 novih študentskih postelj, ki so razporejene v 5 dvoposteljnih, v 7 troposteljnih sob in v 6 štiriposteljnih apartmajev, skupaj kot rečeno 55 namestitev. In tudi cena bo, glede na to, da še ni vse zoptimizirano po standardih, kot jih imamo v drugih študentskih domovih, bo zelo ugodna. Od 95 evrov za bivanje, mesečno za bivanje v štiriposteljnem apartmaju, 105 v troposteljnih sobah in 115 v dvoposteljnih. Študentski dom Barka s 55 posteljami sicer ne bo veliko prispeval k reševanju stanovanjskega problema, vendar študentom vsaka dodatna postelja pride prav. Dom bo za prebival najemnikov precej poceni, ampak ne bo ponujal vsega, kar bo na voljo v zadnji fazi prenove. Zdaj smo v januarju, že 15. februarja pa računamo, da bi se študenti že lahko vselili. Seveda v tako kratkem času nameravamo urediti res najnujnejše, recimo menjavo jogijev in drobne preureditve in tako naprej. Kuhinje, možnost kuhanja bo urejeno bolj zasilno v tej fazi. Prav tako določeni prostori, ki so zdaj prehodni, še ne bojo v tej fazi preurejeni. Novi študentski dom pa ne bo rešil ene študentske težave, poletne nastanitve. Letošnje poletje bodo izkoristili za dokončno prenovo študentskega doma Barka. Poleti nameravamo še te dodatne preureditve delati, se pravi premikati tiste stene v prehodnih sobah in boljše urejati kuhinje, tako da bo na razpolago zdaj začasno za drugi semester za študente, za čas študijskih obveznosti, ki se predvidoma končajo konec junija. Z nakupom hotela Pristan je bil narejen korak naprej pri zagotavljanju potrebnih študentskih postelj. Univerza je od Luke kupila tudi stavbo v Prisojah, ki naj bi jo letos prenovili v študentski dom. Ker število študentov na Obali še naprej narašča, bo treba zgraditi še več študentskih domov. Zato je treba razmisliti, katere nepremičnine kupiti v ta namen. Vsi smo že navajeni na to, da se ekološki otoki lahko hitro napolnijo, vrečke s smetmi se nabirajo ob zabojnikih, oddajati se začne neprijeten vonj. Prejšnji teden smo v mestni občini Koper dobili že tretjo zbiralnico podzemnih odpadkov.
Poleg zbiralnice v Olmu in na Mladinski ulici, ki sta bili postavljeni lani, smo jo sedaj dobili še na začetku stare Šmarske ceste. To je namreč boljši način odlaganja odpadkov. Več prednosti je, ko pogledamo podzemno zbiranje odpadkov. Kot prva stvar vidimo, da na manjši kvadraturi zberemo dosti več odpadkov, pa tudi sama zadeva je estetsko dosti bolj primerna za umestitev v prostor. Zbiralnica ločuje 5 različnih frakcij, in sicer biološke odpadke ter steklo, katerih kapaciteta je 3 kubične metre, embalaža, mešani odpadki, karton in papir pa zajemajo 5 kubičnih metrov. Za primerjavo, kapaciteta podzemne zbiralnice je enaka 21 zabojnikom za smeti. Luknje so standardne na teh zabojnikih, ne? Predvsem je prednost tudi to, da so luknje dosti nižje in je odlaganje smeti dosti lažje. Luknje so dovolj velike, seveda je pa treba velike kartonaste škatle in to razstaviti, preden se jih odvrže. V Ljubljani so na primer za podobne zbiralnice potrebne kartice, ki jih dobijo gospodinjstva in pravne osebe na območju zbiralnice. Te odpirajo nekatere zabojnike in beležijo vnos, od česar je odvisna tudi višina zneska na mesečni položnici. Pri nas temu ni tako. Naši zabojniki so odklenjeni in še nimajo sistema identifikacije, tako da v tem trenutku lahko turisti vestno ločujejo odpadke in jih potem tudi odvržejo te zabojnike. Slaba stran podzemnih zbiralnic odpadkov so podzemne vode, ki lahko ob morebitnih poplavah povzročijo probleme, a so strokovne službe ocenile, da so lokacije v mestni občini Koper varne in primirne. Poleg tega imamo zbiralnice tudi v Izoli in Ankaranu, projekt pa je dolgoročen. Menjava nadzemnih zabojnikov s podzemnimi je naš dolgoročen strateški projekt, kateri bo trajal desetletje. Gremo pa počasi naprej in vsako leto bomo določene zbiralnice zamenjali nadzemne z podzemnimi, seveda. Včeraj je v Pretorski palači potekala druga redna seja občinskega sveta mestne občine Koper. Na seji so bile podprte vse točke predlaganega dnevnega reda. Tako so bila na seji imenovana delovna telesa občinskega sveta, podprta so bila tudi imenovanja za člane nadzornega sveta javnega stanovanjskega sklada in komunalnega podjetja Marjetica Koper. Poleg tega so svetniki soglašali z znižanjem najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru, potrdili so sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo energetskega objekta v stanovanjski soseski Nova Dolinska ter investicijski program za projekt izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice. Še največ pomislekov strani opozicije je imel odlok o programu upremljanja stavbnih zemljišč za območje urbano središče Barka, ker je bilo strani opozicije, torej Popovičeve liste, slišati očitke o gradnji luksuznih stanovanj, namesto da bi moč uredili za 5-zvezdnični turizem. Poleg tega je bilo opoziciji sporno tudi imenovanje članov nadzornega odbora mestne občine Koper, ker je bilo slišati predvsem očitke o političnih in nestrokovnih merilih pri izbiri nadzornikov, kar pa je podžupan mestne občine Koper Janez Starmen zanikal. Torej, vsi, ki so bili imenovani po strokovnih kriterijih. Bilo je zelo veliko, zelo dobrih kandidatov, ki so bili vsi s kompetencami in svojim dosedanjim življenjem in tistimi funkcijami, ki so jih opravljali, taki, ki bi ustrezali tistemu, kar smo si kot komisija dali. Seveda, ko imaš za 7 mest 20 kandidatov, je potrebno sprejeti tudi določene odločitve. In od teh 7 oziroma 20 kandidatov jih je zagotovo bistveno več kot 7 bilo. Na koncu, kot sem povedal že tudi na seji občinskega sveta, je potrebno pa tudi tak predlog oblikovati in da ne bo pomote, oblikovala ga je komisija za mandatna vprašanja, ki je tudi pestra in politično in po strokovnih znanjih, in soglasno smo jih imenovali. V sosednji občini, torej Izoli, pa je potekala izredna seja z 2 točkama, in sicer točko o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta ter predlog sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Izola, pri kateri je prišlo do oporekanja glede 2 predlaganih članov nadzornega sveta. Na koncu sta bila oba sklepa sprejeta. Občina Izola letos še ni sprejela proračuna. Kot pove župan Izole, razlog tiči v prejšnji upravi, ki bi morala proračun speljati že v lanskem letu.
V vsakem proračunskem letu je namreč potrebno poskrbeti, da je proračun sprejet v tekočem letu za naslednje. Da bi lahko sploh sprejeli proračun, mora biti dovolj zgodaj usklajeno z vsemi tistimi, ki planirajo v tem proračunu porabo. Jaz bi temu bolj rekel želje porabe, no in ko se z pristojnimi uradi dejansko to uskladi in seveda s tistimi zunaj, ki črpajo iz proračuna, potem je ta proračun pripravljen v tem smislu, da bo kot odlok potrjen na občinskem svetu in to se najprej lahko zgodi 23. marca. Če občina Izola proračuna ne bo sprejela do konca prvega tromesečja, se ponovno podaljša začasno financiranje, kar, kot pravi izolski župan, predstavlja veliko težavo. Zakaj? Predobremenitve, ki so bile narejene že v lanskem letu, zapadajo v plačilo zdaj. In tu se lahko pogovarjamo celo o neki likvidnosti proračuna. Pa še nekaj, mi lahko uporabimo finančna sredstva samo v taki meri, kot so bila v lanskem letu v prvih 3 mesecih, kot tistih investicij, ki so padla v drugem polletju, sploh še ni bilo. Župan si sicer želi več sredstev iz proračuna nameniti vsem področjem, čeprav kot pravi... Pak ni financ, ne? Treba nekaj pogledati realno. Kje sploh lahko planiramo v izolskem proračunu prihodke? Kje lahko planiramo, da bo morda več, kot je bilo v lanskem letu? In kje lahko namenimo mogoče za neke nove investicije? Glede na to, da sem prej omenil, da imamo veliko predobremenitev in sicer 7 milijonov in 900 tisoč, to ni malo denarja. To bo zapadlo v plačilo v tem letu za nekaj, kar se je dogajalo v lanskem letu. Poleg tega imamo več kot 3 milijone tekočih obveznosti, šole, vrtce in tako naprej. Tu ni spremembe in tu se dvigajo tudi zneski in zaradi plač in tudi zaradi povišenih cen, ki seveda obremenijo ta proračun. Bolj konkretne odgovore glede izolskega proračuna bomo lahko podali v mesecu aprilu. Malce pred prehodom v novo leto je na lokalnem spletnem mediju zaokrožil prispevek o tem, da naj bi skupina mladostnikov na vrhu garaž Planeta Koper povzročila takšne in drugačne težave tako zaposlenim kot strankam. Celotna premisa omenjenega prispevka sledi temu, da naj bi bili mladostniki vzrok problema in že v naslovu prispevka navajajo, da jih celo pogosta prisotnost policije ne odvrne ter se sprašujejo, ali bo uprava Planeta Koper ukrepala. Po prebranem prispevku, če bralcu le uspe spregledati ton zapisa, ugotovi, da pravzaprav početje mladostnikov niti ni tako izstopajoče. Treba se namreč zavedati, da je tako obnašanje prej kot ne posledica nečesa in hkrati informacija odraslim, ter da je najstniško obdobje tudi obdobje iskanja mej. Je pa dejstvo, da mladi v nekem določenem obdobju imajo potrebo potem, da preizkušajo meje, da preizkušajo sebe, da iščejo nekakšno drugačne oblike vedenja, da se najdejo, želijo biti opaženi. Tako da morda bi bilo dobro se vprašati, a imamo prostor, kjer se mladi lahko izražajo, kjer se mladi lahko varno preizkušajo meje, kjer lahko varno iščejo, raziskujejo samega sebe. Tako da morda je to pravi način, ker vsako vedenje, predvsem mladih, je informacija nam, odraslim. Neka informacija. Morda je tukaj informacija, da nimajo se kam dati, nimajo kje se izražati, kje preživljati prosti čas na varen način, na tak, da ne škodijo javnemu okolju, da ne škodijo življenju ostalih. Sicer drži, da je lahko početje najstnikov na trenutke sporno, je pa ob tem treba imeti v mislih, da... Mladost je norost, se je reklo včasih, pa še vedno to velja. Torej, za početje mladih ni rešitev v prispevkih, ker se njihovo početje demonizira, ampak v tem, da se poišče vzrok za tako početje in da se jim stopi nasproti. Ja, seveda se namenoma tudi nagajajo, ne? Namenoma delajo zato, ker vejo, da bo reakcija, ker želijo, kot sem rekla, želijo se biti opaženi, želijo pozornost, tako da jim pravzaprav to, da nagajajo, kvečemu spodbujamo s tem, ko jih preganjamo. Zato bi bilo boljše razmišljati o tem, kje pa jim lahko damo prostor, kje se pa lahko oni izražajo tudi na tak način, konec koncev. Velja pa razmisliti, če ni rešitev v spremembi pristopa do mladostnikov.
Namesto, da bi jih preganjali, ker se zadržujejo na garažah in s tem spodbujali njihove na trenutke neprimerne reakcije, bi jim dovolili zadrževanje v pogoju, da ne povzročajo škode. Ambulanta na Škofijah ima novega izvajalca družinske medicine. To je Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper, ki bo prevzel izvajanje del programa družinske medicine, ki jo je na Škofijah izvajal zdravnik Peter Bosman in zdravnika Kopiloviča, ki je izvajal program v Kopru. Cilj Mestne občine Koper je, da ambulanto na Škofijah čim bolj frekventno osmisli, se pravi, da imajo pacienti na Škofijah zdravnika ne samo enkrat na teden, temveč bolj frekventno. Zato smo se odločili, da določimo začasnega izvajalca, to je Zdravstveni zavod Zdravljenje z odgovorno nosilko Heleno dr. Fabris in izvajalko Emanuelo Jovanovski. V tem tednu so na Mestni občini Koper pridobili vsa ustrezna dovoljenja in soglasja pristojnega ministrstva za zdravje, da lahko ambulanta začne obratovati. Res pa je, da se soočamo z manjšimi tehničnimi težavami na Škofijah, za katere prej nismo bili seznanjeni, tudi ko je deloval v njej dr. Bosman. Zato iščemo in bomo v kratkem odpravili te manjše neprijetnosti. Smo v stalnem kontaktu tudi z začasnim prevzemnikom. Kljub temu se lahko pacienti dr. Bosmana in Kopiloviča že zdaj opredelijo pri Zdravstvenemu zavodu Zdravljenje Koper, pri tem pa bodo obravnavani prednostno. V tem času, ko še ne bo program bil izvajan na Škofijah, se lahko pacienti, ki se želijo opredeliti pri Zdravstvenemu zavodu Zdravljenje, prednostno gre seveda za paciente, ki so bili prej opredeljeni pri dr. Bosmanu na Škofijah in pri dr. Kopiloviču v Kopru, opredelijo na Zdravstvenem zavodu Zdravljenje. Vsi, ki se želijo opredeliti pri začasnem prevzemniku koncesije Zdravstvenemu zavodu Zdravljenje Koper, morajo to storiti najkasneje do 31. marca 2023. Tako da pogledajo na spletno stran kontakte Zdravstvenega zavoda Zdravljenje in da se znotraj ordinacijskega časa pri njemu se ne javijo in opredelijo za novega izvajalca. Ambulanta v Škofijah, ki je od njenega odprtja aprila prejšnje leto delovala le enkrat tedensko, bo zdaj odprta 2-krat na teden. Trenutno izvajalec izvaja program v obsegu 0,5 tima. To pomeni, da bo prisoten na Škofijah 2-krat tedensko, v torkih popoldan in v četrtkih dopoldan, skladno z določenim ordinacijskim časom. V Mestni občini Koper še ni ambulante za neopredeljene paciente, saj zaenkrat še čakajo na dogovor o načinu plačila med plačnikom storitve z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci. Pretekli teden smo poročali o ideji izgradnje Istrskega kulturnega centra v Izoli. V torek, 17. januarja, so v Mancijoljevi palači priredili že 3. javno predstavitev izbranega projekta. O tem sta se pred publiko pogovarjala zmagovalec natečaja Tomaž Krušec in Martina Gamboc, ena od pobudnic ideje skupnega obalnega kulturnega centra. V nadaljevanju je Tomaž Krušec podrobneje predstavil arhitekturni načrt, ki sledi zahtevam določenim s strani občine. Glavna dvorana s 420 sedežev max, to je bil število, ki smo si ga, oziroma minimum, ki smo si ga zaželeli, več ja, manj ne. Mala dvorana s 100 sedeži, ki ponuja tudi možnost samostojišč, vadbena oziroma večnamenska mala dvorana, prostor za najemniške prostore za kulturna in druga društva in največja dopustna velikost pa okrog 7000 kvadratnih metrov. Nagrajeni projekt v Pritličju predvideva recepcijo, knjigarno in kavarno, ki ima pogled proti morju in se odpira na ploščad, ki naj bi funkcionirala kot javni trg, namenjen vsem občanom. Bistvo tega trga in orientacijo tega trga in ne samo trga, ampak tudi stavbe, notranjosti stavbe, pa je seveda, ali pa ta center je pa seveda pogled proti horizontu morja, to je tisto, kar vi imate, kar je tudi najbolj vredno, tisto, kar mi vsi hodimo gledati in to postane neke vrste glavna atrakcija, ne samo stavbe, kot pa tudi in predvsem tudi zunanje površine. No in to je ena simulacija, računalniška simulacija, pogled iz avle pred dvoranami preko tele
kavarne, tule ob strani vidite ta pokrit trg in vse skupaj se odpira proti horizontu morja. Precejšen poudarek je bil namenjen lokaciji projekta. Lokacija, kjer naj bi se ta kulturni dom nekoč nahajal, je po moje ena boljših lokacij, ki bi si jo lahko, to je že spet moje mnenje, kakorkoli osebno, boljših, eno najboljših, ki bi si jo lahko zamislili. Po eni strani se ne nahaja v tistem strogem mestnem središču, govorimo o tem srednjeveškem jedru z ozkimi ulicami, ampak se nahaja v neposredni bližini. Nahaja se na koncu promenade ali drugače tega lungomarja, ali pa recimo, če se bo ta lungomarja raztegnil še naprej, se nahaja na eni taki kritični distanci in hkrati je to ena lokacija, ki ima en neverjeten potencial, ki ga danes verjetno se ga ne da prepoznati, in to je, da je to lokacija, ki povezuje Dantejevo ulico in promenado. To pomeni, da je to lokacija, kjer notranjost Izole poveže z obalo. Prav do lokacije objekta pa so kritični v civilni iniciativi Gibanje za Izolo. Lokacija se mi zdi čisto neprimerna, prvič, ker je premajhna za ta istrski kulturni dom. Ta prava lokacija bi bila absolutno Argo pod Dimnikom. Če pa mislijo delati izolski kulturni center, bi bila pa lokacija obstoječega kulturnega doma dovolj velika, s par pač adaptacijo, popravki in tako. No, to jaz mislim. V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so občani izrazili svoje pomisleke in skrbi. Ker vemo, da niso rešene problematike v zvezi s parkirišči v tem širšem prostoru in jih ne moramo rešiti na tej parceli, zaradi tega, ker ta parcela je s tem programom na nek način izpolnjena, zapolnjena, ker v spodnjih kletnih prostorih je predvideno veliko servisnih prostorov za samo gledališče pod odrjem in tako naprej. In izhodišče je bilo, da na tej parceli tega ni možno rešiti. Kakorkoli ostaja to resen problem, ki se ga bodo morale službe lotiti. Drugega stanovalca bližnjega bloka je zanimala zasenčenost stanovanj zaradi morebitnega novega objekta, na kar so mu odgovorili, da računalniška simulacija zagotavlja, da bloki ne bodo zasenčeni. Problem, o katerem na predstavitvi ni bilo govora, pa je financiranje projekta, ki je bil lani ocenjen na 16,44 milijona evrov, kar vsled podražitvam na trgu vsekakor ni zadnja cena. Tudi država, ki naj bi lani obljubila 7 milijonov evrov, je v rebalansu proračuna znesek oklestila na 822.476 evrov. Da bi realizirali tako velik projekt, bi izolska občina potrebovala finančno podporo ostalih obalnih občin. Dejstvo je, da Izola potrebuje nov kulturni dom, tak, ki danes je že zastarel, ne zadostuje potrebam, statično je zelo problematičen, kakorkoli. Izola rabi nov kulturni dom. Ali bo kulturni dom v takšnih gabaritih, kot je bil zastavljen, pa bomo še videli, namreč za takšen kulturni dom potrebujemo sodelovanje tudi ostalih istrskih občin. Začeli bomo tako, da bomo najprej predstavili projekt, moramo videti, ali bojo sodelovali pri izgradnji in predvsem pri vzdrževanju in pri polnjenju vsebin kulturnega doma, ker namreč Izola bo težko preživela z stroški takšnega velikega kulturnega doma. Na Mestni občini Koper se strinjajo, da je potrebna posodobitev in dopolnitev javne infrastrukture skladno s potrebami ustvarjalcev in občinstev. Izhajajoč iz potreb celotnega območja, zato podpirajo izgradnjo istrskega kulturnega centra. Podobno pravijo tudi na ankaranski občini, ki je prav tako podprla skupno kulturno strategijo Kultura Pika, v okviru katere je bil med smernicami opredeljen tudi istrski kulturni center. S piranske občine do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora. Vprašanje istrskega kulturnega centra v predlagani obliki tako za zdaj ostaja še odprto. Portal za paciente Iris ukinja komunikacijo po elektronski pošti in postaja glavni vir komunikacije med pacienti in njihovimi osebnimi zdravniki. Ta digitalizacija naj bi zdravnikom olajšala delo, vsaj kar se tiče administrativnih nalog. Preko tega portala je mogoče se naročiti na preglede zdravniku, lahko naročite zdravila, ki jih potrebujete, medicinsko-tehnične pripomočke,
potem napotnice za kontrolne preglede, lahko naročite, sporočite, da ste zbolel in če ne rabite na pregleda, vam bo zdravnik brez pregleda odprl bolniško. Seveda pa po portalu lahko tudi izmenjujete z zdravnikom svoje izvide, ki ste jih recimo dobili na pregledu nekje in vam ni zaradi tega izvida potrebno v ambulanto, lahko ga pripnete zraven svojega naročila. Portal za paciente so uvedli tudi v Zdravstvenem domu Koper, predvsem zaradi zavedanja, kako pomembno je varovati osebne podatke. V Zdravstvenem domu Koper smo uvedli portal IRIS predvsem zaradi zavedanja, da moramo posebej varovati osebne podatke, še zlasti pa občutljive osebne podatke, kot so podatki o boleznih in zdravilih, bolniških in podobne stvari, ki od nas, o katerih pišejo pacienti. Registracija na portal je mogoča z osebno registracijo pri zdravniku v ambulanti ali z digitalnima potrdiloma Sigenca ali Sigovca ter s SI-pasom. Portal ima dve možni funkciji vstopitve. Če že imate svoj elektronski podpis, potem lahko s klikom vstopate do njega preko računalnika in naše spletne strani. Če tega nimate, vam bodo dali kodo, s katero se boste prijavili v ta portal. To vam lahko da že sestra v ambulanti, ki jo obiskujete. Če pa tega niste vešči, imamo tudi od nekaj letos odprto info točko, ki je ravno v prostorih te enote v centru, v katerem vam medicinska sestra pomaga prebroditi začetne zadrege pri vključevanju v portal. Kot pove namestnica strokovne vodje Zdravstvenega doma Koper, gospa Ljubica Kolander-Bizjak, je glavni namen portala lažji dostop do potrebnih storitev v ambulanti za paciente in tudi izmenjava izvidov. Za uporabnika zaenkrat še ni novosti, ker tudi prej je lahko elektronsko posloval s svojo ambulanto. Ampak vedno več, ko bo računalniško izobraženih ljudi med nami, vedno več učinka bo imelo. Ker če ni tega, potem so ljudje prepuščeni ali osebnemu naročanju, ali naročanju po telefonu ali klasični pošti, seveda pa je takrat potreben čas. Za nas pa je to zelo dobro, ker se sporočila iz portala direktno prenesejo v elektronski karton pacienta in tako ne more priti do izgube podatkov, izgube naročila ali karkoli drugega. Od samega začetka pa je portal tudi tarča kritik, saj imajo z uporabo težave predvsem starejši. Starejši si lahko odločijo za dva načina. Lahko naredijo pooblastilo za koga od svojih otrok, vnukov, da namesto njih dostopajo do portala. Še vedno pa imamo telefonsko naročanje in ravno zaradi tega smo v lanskem letu kupili novo telefonsko centralo, ki omogoča beleženje vseh klicev in če se le da vračilo teh klicev še isti dan. Poleg tega lahko osebno se gredo naročiti in tudi s klasično pošto v pismu. Mislim, da delavnic ni potrebno, ker smo privzeli predvsem individualen dostop do takih ljudi in imamo to info točko, v katerem se z vsakim uporabnikom pogovori izkušena oseba. Info točka, kjer lahko opravite registracijo na portal IRIS, se nahaja v prostorih Zdravstvenega doma Koper v centru mesta. V galeriji Salsa Verde se je v začetku januarja otvorila razstava Prisotnost tukaj, zdaj, ki jo je na ogled postavila akademska slikarka Nuša Smolič. Ja, Nuša Smolič, se pravi v resnici zelo preprost človek, katero inspirira izgubljanje v naravi, glasba, vse, kar je povezano z kreativo, umetnostjo in pa out of the box. Sicer pa po poklicu modna oblikovalka, akademska slikarka, ki trenutno delujem v smeri menedžmenta z različnimi umetniki, v organizaciji, v coachanju drugih umetnikov in tako naprej. Izolska razstava je že 4. poglavje iz serije samostojnih razstav.
Prva 3 pa so se že odvijala v Sodnem stolpu v Mariboru, v prireditvenem prostoru L56 v Ljubljani in pa v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice. Ja, posebnost te izolske razstave, katere naslov je Prisotnost tukaj zdaj, je namen, da želim v bistvu ozaveščati to sporočilnost, da je le okej, da smo ljudje prisotni v tem danem momentu in da ta trenutni moment v bistvu šteje za vse korake naprej, se pravi za nek boljši jutri. Vsaka razstava je drugačna in se oblikuje s čisto novim konceptom ter novo predstavitvijo. Zakaj pa si se odločila, da vsaka razstava oblikuje svojo zgodbo in svoj koncept? Zato, ker želim predstaviti malo širšo zgodbo tukaj, malo širši koncept, kakor mogoče samo eno in isto razstavo, katero bi peljala po različnih koncih in bi v bistvu imela isti naslov, ker je v bistvu tukaj tudi sama sporočilnost dosti večja, kakor samo ena razstava. Tako da iz tega vidika. Kljub raznolikosti vsake razstave pa je opaziti rdečo nit celotnega projekta. Ja, absolutno rdeča nit je to, da so te kreacije moje, da je tukaj res veliko prisotnih barv v samih slikah, da se večinoma pri vseh razstavah pojavljajo portreti v upodobitvah in ti portreti so na različne načine narejeni, nekje so bolj prisotne linije, nekje je več te globine v barvah. V sklopu razstavljalnih dni se bodo odvijali še 3 dogodki. Pričakujemo namreč lahko še pogovor z umetnico, performativni projekt Barvno-slišni zven z glasbenikom Miho Eričem in še zadnji zatvoritveni dogodek. Potem zadnji dogodek je pa tukaj 3. 2. To je pa v bistvu zatvoritev moje razstave z naslovom Prisotnost in sokreacija. Tukaj pa v bistvu bom pustila še odprto pot presenečenju. V prihodnje si svoj projekt želi predstaviti še v Prekmurju, na Gorenjskem in na Notranjskem. Tihi gaj, mrtvi gaj, že nič več ne šumi, le še malo kdaj skozenj ptička leti. Le še malo kdaj lep spomin se vzbudi. Kako smo ljubili, živeli. Tudi tebe, o gaj moj borovi, tudi tebe so danes odeli snegovi. To je bila poezija z naslovom Misli, ki jo je zapisal Dragotin Kete. Včeraj smo obeležili 147. obletnico njegovega rojstva. Rodil se je v Premu pri Ilirski Bistrici. Pri 8 letih je napisal prvo pesem za očetov god. Ivan Cankar in Oton Župančič sta menila, da je bil od vseh pripadnikov obdobja moderne, kamor poleg omenjenih 3 uvrščamo še Josipa Murna, ravno Kete najgloblji, miselno najmočnejši pesnik. Dragotin Kete, že tako po šolsko vemo, da je eden od stebrov slovenske moderne, poleg Župančiča, Murna in Ivana Cankarja. Malo manj vemo, da je tudi eden od stebrov mladinske književnosti 19. stoletja. Se je poleg Stritarja in Levstika, pravzaprav oni 3 edini pišejo za otroke. Vsi se že spomnimo njegove pravljice Švilja in škarice, pisal je basni, pisal je pesmi. In tudi že Cankar ga je pravzaprav označil kot odličnega pesnika, najboljšega pesnika svojega časa in ga postavil v bok Francetu Prešernu. Prav tako Niko Grafer-Naur zatrjuje, da je pravzaprav Kete eden od temeljev slovenske eksistence, kar se tiče torej tega, da se je na nek način utemeljevala na besedi, na literaturi. Pogosti motivi njegove poezije so ljubezenski. Največ navdiha mu je dala nesrečna ljubezen do Angele Smoletove.
Pesmi so lirske, med njimi so tudi balade in romance, pisal pa je tudi dela za otroke in kratko impresionistično prozo. Po njegovi smrti, ki ga je zaradi tuberkuloze dočakala pri rosnih 23 letih, je izšla zbirka z naslovom Poezije, kjer je zbrana večina njegovih del. Njegovo obdobje ustvarjanja je bilo pravzaprav zelo kratko, le 5 let, a ga vseeno uvrščamo v sam vrh slovenskega pesništva. Pomembno je prvič zato, ker je to prvi primorski klasik, prvi pesnik, ki je vsaj po materi primorskih korenin. Mati Ana Valenčič je bila doma iz Trnovega pri Ilirski Bistrici. Kete se je rodil na Premu, ker je tam služboval njegov oče, ki je sicer bil vrhničan, učitelj in organist. Tako da ja, mislim že to, da imamo, ker prav veliko primorskih klasikov nimamo in že z tega vidika se mi zdi prav, da se ga spominjamo. V Kopru in Izoli sta po njem poimenovani ulici, prav tako drugod v Sloveniji. V Ilirski Bistrici pa je po njem poimenovana osnovna šola. Ponovno smo se ustavili v avditoriju Portorož, kjer se bosta odvijala 2 koncerta. 2 koncertna večera Auditorija Portorož. Prvi bo 21. januarja v sklopu Abonmaja Grande, ko bomo lahko prisluhnili brass bandu Slovenija, gre za orkestrsko glasbo, in pa 26. januarja koncert orkestrov in otroškega pevskega zbora Glasbene šole Koper. No, ta koncert bo brezplačen. V Art Kinu Odeon bodo čez vikend predvajali raznolike vsebine. Vabljeni ta konec tedna v Art Kino Odeon Izola, kjer nadaljujemo s pestrim in kakovostnim filmskim programom. Začenjamo kot vsako soboto, nedeljo ob 4 z rubriko Kino Vetrnica, tokrat Enkrat ni mare, več si lahko seveda pogledate na spletni strani www.odeon.si. Kar se pa tiče filmov, nadaljujemo z enkratnim Babilonom, nujno ga morate pogledati, ampak vzemite si čas, ker je kar 3 ure dolg, in seveda ohranjamo še v programu, in sicer v nedeljo, Neskončnost s Penelope Cruz. V knjižnici Srečka Vilharja Koper pa v torek vabijo v avlo knjižnice. Sledil bo še dogodek z Uršljanom iz leta 2021, Aleksom Kamo Devetakom, ki bo predstavil svoj prvenec, zbirko kratkih zgodb z naslovom Nedaleč. Tako da ja, januar bo zelo, zelo zanimiv, pester in vsi lepo povabljeni. Vabijo pa tudi v dvorano Kubed, kjer bodo predstavili svojo prvo rezidentko. Rezidenti, znova bo 12 rezidentov v letošnjem letu, tako da letos bomo prvo rezidentko predstavili že 26. januarja. To bo Petra Krapš, ki se ukvarja z raziskovanjem zvoka in bo to en tak zelo zanimiv večer, saj bo raziskovala zvoke istrskih ušes, kraškega roba, kubejske okolice, skratka ob 19. uri. Prvič pa smo obiskali tudi galerijo Salsa Verde, kjer svoja dela trenutno razstavlja Nuša Smolič. Drugi dogodek se pa že izvrši naslednji teden, 28.1., tudi ob 6. zvečer. Naslov dogodka je Barvno slišni zven. Tukaj pa v bistvu povezujem glasbo z slikarstvom na način slikanja v živo, kjer to pomeni, da prenašam v vidno polje na platno svoje videnje glasbe. Sama glasba se pa ustvarja v bistvu čist iz momentalnega vidika, se pravi iz tistega momenta in v živo. In preko tega projekta se združujem z različnimi glasbeniki, tako da v tem projektu se tukaj združim z Miho Eričem in vsekakor jaz mislim, da dogodek se splača priti pogledati.